Živijo. Evo, danes smo tukaj, da bomo govorili o zadnjici. Se pravi, to je pač podcast Proteini Si Lift in imam tukaj dva gosta, pa se bomo pogovarjali o oblikovanju zadnjice. V zadnjem času je full trenda, da ženske hočejo imeti oblikovane riti, oblikovane noge in se mi zdi, da je vse malo drugače, kot je bilo par let nazaj. Tako da bosta moja dva gosta se najprej predstavila. Tako da, Lara, izvoli. Pozdravljeni, jaz sem Lara, sem trener atletike in fitnessa. S tem se ukvarjam vsakodnevno, na vsakodnevni ravni. Trenirala sem tako atletiko kot fitness, tako da Ja, super. Evo, pa še Andrej, izvoli. Dober dan, jaz sem pa Andrej Milutinovič in sem osebni trener fitnessa že zadnjih 20 plus let. Tako. Ja, super. Zdaj pa tako, a si opazil razliko v zadnjem času, v zadnjih letih, da se je trend, se pravi trend treningov pri ženskah spremenil, da je nekaj drugače ali je vse enako, kot je bilo? Jaz moram reči, da sem izredno navdušen nad tem, kako so danes ženske emancipirane v fitnessu v prvi vrsti, zato ker včasih je bil to res bolj kot ne moška domena, moški šport. Nažalost je tako veljalo, ne, da je to pač bi moralo biti tako, ampak zdaj so pa ženske tako močno zastopane v fitnessu, da se lahko marsikaj naučimo od njih, tudi načinov treninga in vse, ampak mogoče se pa ne strinjam najbolj s tem, kam gre ta trend, kot se je rekel, ker se je kar precej spremenil v zadnjih letih. No. Okay. Od neke celostne vadbe se zdaj samo še rit noge. Mogoče še malo trebuha, ampak samo rit, oziroma zadnjica, se upravičujem, če se koga užalil. Ker se vse bolj prepleta z lepotno industrijo, se pravi, ni samo fitness in zdravje, ampak dejansko tudi lepotna industrija in to vse povleče eno s drugim. Okay, Ja, se pravi, tako. da v bistvu sledimo svetovnemu trendu. Tako. Eno čisto neumestno vprašanje. Da, Kdo je bolj vzdržljiv, moški ali ženske, ki gre pa za trening nog in riti? ženske definitivno. A je tako? Ker so precej bolj motivirane, se mi zdi. No. strinjam. Kar se pa tiče zgornjega dela, so pa moški carji. A ne? Se Absolutno, pozna, ful se pozna absolutno. razlika. Ja. Zanimivo. Na benču se ne bom nikoli tako potrudila, kot pri hip thrustih. Tako. Zagotovo. Ja, Pa ni mogoče gre sredina tudi za verjetno, motivacijo zaradi izgleda. Tako, Ja. to je to. Ok, ti si trenerka atletike. Tako je. Koliko časa je trajalo, da si prišla do tega rezultata, ki ga pač zdaj vsako jutro vidiš v ogledalu? Ja, v bistvu imam dobro predispozicijo, ker sem dejansko trenirala atletiko, rokomet, odbojko, hip-hop, tako da se v bistvu ukvarjam s športom že celo življenje. Samo s fitnessom se ukvarjam 5 let. Res tako strukturirani treningi, se pravi, da si trening izpišem, pa nekje 3 leta. 3 leta. Tako je. Koliko ur na teden ti pa to vzame? Se pravi, ne vem, na pamet. Je to vsak Ja. dan? Se pravi, zdaj treniram nekje 4 do 5 krat na teden, 3 krat na teden treniram spodnji del, 2 do 1 na teden pa zgornji del. Tako da za samo zadnjico, specifično zadnjico, v bistvu moji treningi so sestavljeni tako, da na mojem vsakem treningu so vedno vključene vaje hip thrust, deadlift in pa počep. Tista vaja, ki je prva vaja, primarna vaja in vse ostalo sledi tem. Se pravi, vedno začnem ali s hip thrustom, ali s počepom, ali deadliftom, sledijo potem izolacija vaj, pa različne variacije teh. Se pravi, da bi v bistvu lahko rekli, da vsak dan treniraš zadnjico, plus Ne. še kakšne mišice zraven. Vsak dan sigurno ne, se pravi vsak drug dan, recimo 24 ur do 48 ur mora biti vmes Aha, to je pavze pavza. za regeneracijo, absolutno, ker ravno v tem času se zgodi čudež, po domače povedano, oziroma v tem času se zgodi gradnja mišic. Se pravi, med samim treningom mišica ne raste v času rehabilitacije in regeneracije. A je kakšen pripomoček, ki ga imaš najraje, oziroma tako bom rekel, obstajajo pač fitness naprave in potem so pripomočke. Je kakšen pripomoček, ki ga imaš še posebej rada, pa zakaj? Ja, definitivno, in to je drog, se pravi barbel. To je 20-kilska utež, ki pač lahko z njo delaš vse vaje, se pravi hip thrust, mrtvi dvig in počep in različne variacije tega, se pravi split squati, lunges in tako naprej. Tako da se pravi, ta je en in edini pripomoček, s katerim lahko počneš pravzaprav vse. Ok. Andrej, zate eno vprašanje. Ali je pomembno pri gradnji, se pravi zadnjice in nog, ali je pri ženskah pomembno, da dvigujejo več kil, ali je pomembno, da naredijo več ponovitev? Jaz mislim, da je to
malo odvisno tudi od predispozicije že same po sebi. Ne? Recimo, če je nekdo prej treniral atletiko, kjer vemo vsi, da gre več ali manj za veliko težo, pa majhno število ponovitev, se dela bolj na eksplozivnosti, pa na neki moči. Bom rekel, če pride takšna oseba v fitness, bo verjetno boljši rezultat imela že z veliko težo, pa manj ponovitvami, ne? Mogoče malo več pauze. Zdaj, za začetnike pa jaz vedno priporočam zaradi te mind muscle connection povezave, da se naučijo z velikim številom ponovitev, pa manjšo težo in potem progresivno to povečujejo v več kilogramov, pa manj ponovitev. Definitivno. Tukaj bi še jaz dodala zaradi tega, ker hitro tehnika začne popuščati. Sploh, ko si naložiš preveč kil, če ne moreš ohranjati pravilne tehnike in drže, nima smisla nalagati večjo obremenitev. Tako da to mora biti number one pravilo. Ful dobro. Zanima me poškodbe. A je kaj tazga, kar je pri treningu nog in zadnjice, kaj zapaziti? Ne vem, je kakšna poškodba specifična ali je kaj tazga, da se ljudje v bistvu skozi čas začnejo pritoževati? Je to varno? Bolečine v kolenih predvsem, no. Ja? Zato, ker zelo malo ljudi, jaz sem že trener več kot 20 let in sem že zelo veliko bolečih kolen videl, regeneriral oziroma izkušal popraviti oziroma jih razbolečiniti, ne, če lahko temu tako rečem, in večinoma je to posledica slabe tehnike ali pa kakšnih predhodnih poškodb, še posebej kakšnega smučanja, so še kakšne križne vezi, so se ali strgale ali natrgale, potem recimo pri kakšnih športih kontakta, kakšne borilne veščine, košarka, nogomet, kjer pride tudi rado do vsaj nategnjenih kakšnih križnih vezi sprednjih, zadnjih, potem pa to dodamo še slabo tehniko v fitnessu in imamo pač res recept za katastrofo. Mislim, že tako po predispoziciji nobeno človeško telo ni popolno. Vse, če pogledaš že členke, se nobena stran ni simetrična, tako da prej ali slej bo prišlo do nekih obrat. Kar se pa tiče samih poškodb, jaz tle pri hip thrustu ne bi kaj veliko dodala, mogoče samo piriformis sindrom, ampak to gre v bistvu za zakrčenost mišice. In pa seveda tudi v bistvu naš trup, naše jedro, kor. Močen kor, se pravi, ker jaz na hip thrust gledam kot na vzvod in če nimaš dobrega vzvoda, se pravi močnega kora, potem tudi hip thrust ne more biti izveden v popolnosti. Ok, a se ti je kdaj zgodilo, da si imela, ne vem, tako močen trening, da se nisi mogla usesti ali pa da si imela kakšne bolečine tako močne, da ti je bilo žal ali... Ne, mislim, se zgodi recimo po daljši odsotnosti zaradi bolezni ali pa česarkoli, da ko priješ v fitness, si mogoče prva 2 dni ali pa prve 3 dni malo bolj utrujen ali pa imaš slabšo regeneracijo. Ampak posebej po hip thrustih nikoli. Tudi zadnjica nikoli ni toliko bolela, da se ne bi mogla ustati ali pa regenerirati. Ok, pa bi pa vprašal tako, je kakšna vaja, ki se jo odsvetuje ali pa ki škodi rezultatom za oblikovanje zadnjice? Tako, čisto na prvič. Jaz mislim, da ni slabih vaj, je samo slaba izvedba. Tako da pač je pa treba upoštevati seveda fizionomijo človeka, recimo nekdo, ki ima probleme z ledvenim delom hrbta, se pravi s križem ali pa s kakšnimi biceps femorisom ali pa ketatska recimo zateglostjo, potem treba paziti pri kakšnih deadliftih ali pa pri kakšnih recimo globokih počepih, da ne prije do ekscesivnega premikanja medenice pa tako naprej, da ne poslabšamo zadeve. No. Ok, zato so trenerji tam, da povejo. A se je pri tebi, da je to zgodilo kaj podobno? Ne, nikoli se pa strinjam, da je treba vedno trening prilagoditi posamezniku in njegovim potrebam. Ok, prej si rekla, da imaš 3 vaje, ki so ti najljubše. A ćemo si jih zdaj pogledati? Lahko, ja. Komentirala? Tako. Ok, gremo.
Ok, evo, smo si pogledali videe, zdaj pa tako, komentar, ne vem, ti si trener, ona je to izvajala, zdaj ona sem videl, da zelo vneto to dela in da uporablja tudi zelo visoke kile. Tako, ja. Absolutno bi rekel, marsikakšna punca ne more tega, ampak a to pomeni, da ne bo prišla do rezultatov? Ne, daleč od tega. Jaz mislim, da celo nasprotno. Velikokrat svojih lastnih izkušenj vidim, da so rezultati boljši z manjšo kilažo, pa večjim številom ponovitev, zato ker pride do večje aktivacije večjih mišičnih vlaken, če naredimo neko stvar večkrat. Se pravi, tudi ta mind muscle connection, katerega vsi želimo na koncev, se lažje vzpostavi, če naredimo več ponovitev z manjšo težo. Seveda, ni pa to zagotovilo, da pa z večjim, drugačnim pristopom ne moremo narediti enakega rezultata, ampak spet je odvisno to tudi od let treninga, pa od predispozicij že same telesne zgradbe, ne, bom rekel, pa mogoče celo športa, iz katerega prihajamo v fitness, ker večina ljudi, vsaj moje izkušnje sodeč, so se pred fitnessom ukvarjali z nekim drugim športom. Ne. Okay. A bi ti lahko rekla, če rečemo, da te mišice bolj bolijo, pomeni, da bojo bolj rastle, ali pomeni, da smo jih bolj poškodovali, ali lahko ženska, ki nima nič muskel fibra, bo tudi rasla, ker to dostakrat rečejo, mene nič ne boli. Ja, razumem, ja. Ne, muskel fiber in tudi potenje in vse ostalo nikoli ni pokazatelj kvalitetnega treninga. In tudi ne bo pomenilo, da bojo mišice ali bolj ali manj rasle. Jaz mislim, da na koncev v fitnessu se ne gre samo za dvigovanje uteži, ampak za kontrolo nad utežmi. In to je v bistvu tisto, k čemu jaz stremim. Tako da ja, me pa zanima, kaj boste povedali o mojih posnetkih, še kakšno drugo mnenje, ker dejansko sama sebe lahko ocenim sam do določene meje, tako da, ko mi čakam. Evo, gospod trener. Zdaj, meni osebno je samo pri počepu sta me zmotile 2 ali pa mogoče celo 3 stvari. In sicer malo preveč nabijanja na kolenske vezi sprednje, se pravi, da je bil odboj. Ne? Odboj, optimalno bi bilo, če bi lahko zadržali vso težo od spodaj, kjer je največ obremenitve na mišice. Ampak tam je najtežje. Tako, ja, zato se marsikdo tega izogiba, ne, pa povzroča preveč hrupa potem, sploh pri deadliftu, ko nabijajo na tla, ne, pa se cela utežarna trese. Pa tudi kolena so bila za moj okus malce preveč čez prste in to je zelo, zelo velik pritisk na patelarni ligament, na sprednje križne vezi, na pogačico, se pravi na meniskus, česar se mi kot trenerji skušamo izogniti, ko učimo ljudi, kako naj bi se dvigovali počepijo. Ne. Ampak to pomeni, da ima ona zelo, zelo dobra kolena. Zdaj pa, zaenkrat še. Ja, glede na to, da jo nič ne boli, glede na to, da še vedno dobro dviguje kile in verjetno, da bo še dodajala kilažo, je zelo dobro za njo, da je brez poškodb, sicer pa, a veš, tako, ni prišlo še do obrab, ko bo prišlo do obrab, bo verjetno tudi reagirala in bo ali dodala dodatke, ali pa zmanjšala kilažo. Absolutno. Ali pa morala biti primorana uporabljati kakšne elastične trakove, kar je pa najslabša zadeva, ki se lahko zgodi. Ja, to je pa konc, takrat je pri kolenih se konča, to je pač bergla za kolena. Točno tako, ja. Okay. Tako da bodi pozorna na to. Ok, zdaj smo pa pri prehrani in dodatkih. Se mi zdi, da je to za moje pojme ena bolj pomembnih tem, ko se jih bomo dotaknili. Tako da povej mi, a imaš ti prehrano kaj drugačno, kakor si jo imela prej, preden si se ukvarjala toliko s treningom gluteusa in, bom rekel, nog? Ne, jaz ne bi rekla drugačno, gre samo za razumevanje prehrane. Se pravi, da imam pravilno razmerje med makrohranili, se pravi ogljikovi hidrati, beljakovinami in maščobami. Tako da dejansko nekih drastičnih sprememb jaz nisem naredila. Odprla sem hladilnik in primerjala enostavno izdelke med sabo. Se pravi, nutricionistične vrednosti izdelkov, se pravi, čim višja vsebnost proteinov, čim manjša vsebnost maščob, sploh če sem imela v bistvu cilj hujšanje oziroma izguba maščobe. Ok. Se pravi, za pridobivanje gluteusa, se pravi mišice zadnjične, je vseeno, kakšno prehrano imaš, oziroma mora biti veliko beljakovin, oziroma tako kot vsaka dieta, ki jo imajo ženske, ko grejo hujšati ali pa oblikovati telo. Ja, v bistvu gluteus je mišica kot vsaka druga in rabi vsa hranila. Zdaj tako je,
Jaz predlagam tistim, ki se odločajo za pridobivanje mišične mase, da v bistvu jejo v kaloričnem surplusu, se pravi, pojedo več, kot porabijo, ampak s tem pridobijo tudi nek odstotek maščobe, sigurno. Ampak ni pa posebne hrane, specifične hrane samo za izgradnjo zadnjice. Okay. Andrej, povej mi ti, kakšne imaš ti izkušnje pri svojih strankah, ki hočejo oblikovati zadnjico ali pa noge? A jim daš posebno dieto ali je to? Ne, v bistvu, kot je že Lara rekla, tukaj gre se za to, da moramo vedeti, kaj telo potrebuje v določenem trenutku. Ne. Se pravi, ko mi zaključimo s treningom, se naše delo šele prične, ne, oziroma naše delo kot delo vadečega. Ne. Se pravi, zagotoviti moramo telesu po vadbi nadomestitev glikogena v mišicah in v jetrih, kar pač to naredimo za njim visoko izdelkom z visokim odstotkom ogljikovih hidratov in pa seveda tudi beljakovine za rast in regeneracijo mišičnega tkiva ter seveda to, kar je skoraj najpomembnejše, spanje in regeneracija. Ker mišica, vsi vemo, pač, ali pa mogoče boste zdaj nekateri izvedeli, da se raste in razvija in regenerira med spanjem, ko se sprošča tudi rastni hormon in tako naprej, ko se telo dejansko spočije. In najbolj pomembno je, da imamo tudi pred spanjem en visoko beljakovinski obrok, recimo kakšna skuta z nekim počasnim sproščanjem, da lahko naše telo, se pravi v tem primeru zadnjico, hrani skozi noč, da se dejansko črpa ven hranila iz beljakovin, katere smo že zaužili pred spanjem. Super. Lara, ti kakšne dodatke uporabljaš? Ja, v bistvu edino od dodatkov, kar jemljem vsakodnevno, so proteini. Tudi, kadar ne treniram, jemljem proteine. In pa občasno tudi kreatin. Ok, pa čutiš razliko, ko vzameš kreatin ali pa ko ga ne vzameš? Ja, mogoče včasih performance čutim boljši, se pravi, da imam več moči, energije. Tako da ja. Pa koga pa vzameš? Pač eno žličko? Eno merico, ja. Tako, eno žličko pred treningom spiješ brez kompliciranja in to je to. Ok, simpel. Ti daš kakšne dodatke ženskam, predlagaš? Jaz sem bolj tako, no. Jaz bom rekel, v svojih pač kar nekaj letih kariere nisem našel nekega ultimativnega dodatka, ki bi bil lahko, bom rekel, za vse enak in pa celo izmerljiv, ne. Tako da jaz vedno skušam ljudem sestaviti jedilnik, ki je že poln vseh teh stvari, ki jih pač ponavadi moramo zagotoviti, se pravi zdrave maščobe. Če pojemo veliko pač rib, pa lanenega semena, dobimo veliko omega-3, potem avokado, oreščki in tako naprej, da zadostimo tem dodatkom, tem omega-3 pa omega-6 maščobama, ne. In veliko zelenjave pa sadja za vlaknine. Pač temu se potem izognemo, če se seveda da, jemanju tablet, če pa še vedno ne moremo, pač veliko ljudi ne mara zelenjave ali pa sadja, potem povzamemo kakšen temu primeren dodatek. Ampak načeloma pa proteini so neka osnova, kakšen dober gainer za po treningu, še posebej ljudje, ki želijo dobiti na mišični masi, ne, da dobijo tiste nujno potrebne ogljikove hidrate v enem napitku samem. Kreatin je odličen kot vir energije. Jaz recimo, ko sem ga jemal, se ga jemal večkrat na dan po pol čajne žličke, da je bil ves čas prisoten v krvi kot vir energije, ne. In pa seveda tudi glutamin. Glutamin je meni osebno najboljša stvar. Bravo, ja, to je to. Regeneracija, imunski sistem, vse kar imamo. Ja, to je to. Okay. V današnjem času si vsi želimo rezultate in hočemo jih takoj. Zdaj pa, a obstajajo kakšne bližnjice ali pa karkoli takega, da bi lahko ženske se tega lotile? Ja, mislim, konec koncev pravih bližnjic ni. Zdaj trdo delo se mora še vseeno opraviti, se pravi, mišica brez nekega dela ne bo zrasla. Seveda pa obstajajo kakšne druge bližnjice, in sicer razni photoshopi, potem posegi, hip filleri in tako naprej. Ok, se pravi, kako je s plastičnimi posegi, si bomo pogledali, da vidimo, kaj bojo povedali strokovnjaki na tem področju. Obliko zadnjice je najlažje spremeniti na medicinski način. Nemedicinski načini v smislu vadbe zahtevajo veliko vztrajnosti, številne obiske v telovadnicah in večina ljudi nima toliko samodiscipline, da bi zares izrazito vadbo lahko to dosegli. Zato vstopimo mi, kirurgi v glavnem, ki lahko zadnjico spremenimo obliko ali velikost
bodi si na operacijske načine, s tem, da ustavimo vsadke, ali pa nekje na telesu oddajamo del maščobe in to vbrizgamo v samo področje zadnjice. Še vedno, predvsem pred leti, je bil zelo popularen tako imenovan Brazilian butt lift, pri katerem so vbrizgavali velike količine maščobnega tkiva v ta predel, tudi v same mišice, kar pa se je izkazalo za precej nevarno, zato tega danes ne počnemo in počnemo v manjšem obsegu. Kadar pacient ne želi operacije, lahko učinkovito spremenimo obliko in nepravilnosti na koži, pa tudi dvignemo zadnjico z nekirurškimi, z neoperacijskimi metodami. Eden najbolj popularnih zadnjih časov je tako imenovano vbrizgavanje skulptorjev oziroma biostimulatorjev nastanku kolagena, s katerim v tem področju naredimo vaše telo, ali pa telo pacienta, veliko količino kolagena in vse skupaj napne. V tem obdobju je pomembno, da ko telo producira kolagen, ima dovolj gradnikov, s katerimi lahko kolagen ustvarja. To je primerna prehrana z zadostno in primerno količino proteinov, pomemben sestavni del takega tretmaja. Okay. Zanimivo. Ja, mislim, marsikdo absolutno bi rekel temu, ja, jaz moram reči, da so take stvari meni zelo posebne. Obskurne, no? Ja, posebej, kadar gre za poseg v telo in tako naprej, ker se mi zdi, da je lažje iti v gym, malo potrenirati, pravilno jesti, pravilne dodatke dodati in priti do rezultata. Absolutno pa obstajajo ljudje, verjetno, ki se jim to ne da, ampak še vedno imeti tujko v telesu je za mene saj pač zelo nekaj nenavadnega. Veš kaj, jaz tukaj recimo najbolj dvignemo vrvi ob vsem tem, ker ljudje, kot smo pač tukaj prisotni v tej dvorani, ker dejansko delamo na sebi, pa delamo vsak dan, se trudimo, pazimo na hrano, treniramo in tako naprej, pač sledimo vsem tem pravilom zdravega življenja in oblikovanega telesa in tako naprej, pa pride en pametnjakovič, pa pač reče, lej, a ni brez veze, da se tako matraš, zakaj ne bi šel raje na operacijo in dosežeš to v parih mesecih, ne. Dejansko ti ne bom rekel, kaj porine kam, ne, in vidiš totalno nespoštovanje vsega tega in samo išče se neke bližnjice, kako pač prije do tega. Tisti, ki pa dejansko sledimo nekim zdravim pravilom načina življenja, je pa ta naš trud dejansko zaničevan, če ne samo posmehovan. Ja, pač eni bojo skozi bližnjice iskali, eni se bojo pa radi pomatrali. Taki smo, se mi zdi, da smo različni, ne. Tisti, ki ima rad bližnjice, ne gre po bližnjici, tisti, ki pa hočemo zaslužiti si, nekaj si pa zaslužimo. Tako, bravo. Mislim, sigurno obstaja tudi kategorija oboje, ne. Se pravi, da se poslužujejo zdravega načina življenja, trenirajo v fitnessu, ampak še vseeno, ta lepotna industrija je pač naredila svoje, sploh s temi hip dipi, se pravi, temi luknjami v medenici. Pač to nekako narekuje neke te smernice in potem se pač ženske zavežejo k temu, da zdaj bomo pa to spremenili, to več ni lepo in potem se pač zgodijo take stvari, operacije in tako naprej. Mene se zanima, kam to pelje, ne? Recimo danes so popularne zadnjica, noge in tako naprej. Kaj bo čez 5-10 let, recimo, ne vem, večja kolena ali pa, ne vem, daljši vrat, ne? To je zdaj pač, včasih je bil epitom lepote, recimo, ne vem, velike prsi, baročne obline in tako naprej, danes so pa popolnoma neskladna telesa, ne? In tukaj se jaz mal vprašam, kam to pelje, no. Mislim, ja, absolutno bomo videli. Dolga vrata nam bomo mogli potrenirati, to sem siguren. Ja. Zdajle kmalu bojo temperature padle, mislim, da že počasi padajo, tako da kmalu bo zima prišla nas pozdraviti in je prav, da vsak zbere svojo pot do zdravja, do svojega izgleda. Mi smo tukaj, da bomo povedali tisto, kar mi mislimo, da je prav, se pravi zdrava prehrana, zdrav način življenja in bom rekel dodatki, ki nam pomagajo do rezultatov. Jaz se vama ful lepo zahvaljujem, da ste prišla. Hvala za upam, da bomo še kdaj kaj hvala. podebatirali. In do takrat pa ostanemo zdravi, ne? Enako. Imenitno, hvala lepa.